Ok, lep dober dan vsem prisotnim na Zoom platformi. Jaz upam, da ste v danih razmerah seveda prijetno preživeli ta praznični čas. Vsi si seveda upamo, da se bodo razmere v zvezi s covidom v tem letu izboljšale oziroma odpravile, tako da se bo naše življenje lahko kolikor toliko normalno nadaljevalo. Tudi pedagoški proces očitno ta semester bomo končali še na tak virtualni način. Naslednji semester pa upam, da vsaj proti koncu ali pa v drugi polovici, tam od marca naprej, da se bo dalo srečati že v fizičnem prostoru. Zdaj, danes bomo pravzaprav končali s temi predavanji in termin danes teden, se pravi naslednji teden, ki bo pravzaprav zadnji teden tega semestra, bom odstopil asistentu, da bo lahko organiziral zagovore vaših projektov, tako da nadaljnja navodila, kako bo potekal ta zagovor danes teden, boste dobili od asistenta dr. Batagelja. Toliko, kar se tiče tega splošnega dela, uvodnega dela. Zdaj pa kar grem na tole zadnjo temo. In sicer sem to temo naslovil nekje nekako zastavljena malo širše vpliv informacijske tehnologije na človeško družbo. Najbrž se vsi strinjate, da je ta tehnologija še posebej v tej covid krizi odigrala zelo pomembno vlogo. Veliko smo se pravzaprav naučili, skočili pravzaprav nekako naprej, brez nekih posebnih priprav pa poglobljenih študij, še posebej na nižjih nivojih izobraževanja v osnovni, srednji šoli, je bila uporaba te informacijske tehnologije, predvsem te platforme za delo na daljavo, za videokonference in tako naprej, je odigrala pomembno vlogo. Na naši fakulteti, se mi zdi, smo bili tehnično na to še najbolj pripravljeni. Moje neko tako splošno opažanje je, da v medijih smo lahko brali ali slišali predvsem kritike pa jadikovanje, kako je to grozno, ker učenci, dijaki ne morejo iti v šolo, ampak zelo malo smo pa slišali pravzaprav o pozitivnih plateh tega načina poučevanja in dela. In prav gotovo je ta tehnologija, ima tudi svoje pozitivne plati. Ne samo negativne, kar smo nekako poslušali. In to je pač moje mnenje. Zagotovo bodo te izkušnje igrale vlogo tudi v, recimo, normalnih časih in da bo prišlo najbrž do neke vrste hibridnega načina, kjer se bo te informacijske tehnologije bolj vključevalo v poučevanje, v pedagoški proces tudi v prihodnje. No,
Zdaj pa za to predavanje sem izbral nekaj takih zanimivih izhodišč. In recimo ena študija, Robin Dunbar je evolucijski antropolog, ki je preučeval, kakšno je razmerje med velikostjo možganov pri primatih in velikost te neposredne socialne skupine, v katerih živijo. In ugotovil je pač neko premo sorazmerje, večji, ko so možgani, večja je tudi ta osnovna socialna celica. In prav gotovo imajo naši možgani določene omejitve. In ena od teh omejitev je tudi to, da pač ne moramo poznati veliko število ljudi, bi rekel, zelo podrobno, zelo natančno. In na osnovi teh svojih raziskav je Dunbar prišel do ene številke, 150, ki jo v literaturi danes tudi imenujejo Dunbarjevo število. In sicer ta številka odraža, koliko prijateljev ali pa dobrih znancev ima v povprečju nek človek, nek posameznik. No, glede na kvaliteto teh odnosov je postavil pravzaprav tole zaporedje številk. 5 ljudi res dobro poznamo, to so recimo družinski člani. Potem imamo lahko do 15 res dobrih prijateljev, ki jim recimo tudi veliko informacij o sebi zaupamo, oni nas dobro poznajo in tako naprej. Potem 50 nekje bližnjih prijateljev, 150 je pa nekje povprečju seveda ta zgornji limit števila ljudi, s katerimi imamo lahko neke globje, recimo, odnose. No, zanimivo je, da je Facebook, sicer nisem prepričana, ta številka še, ta hip še velja, ampak Facebook je v začetku postavil limito za to število prijateljev, ki jih imamo lahko na Facebooku, na 5000. No, spet neke druge študije so pokazale, da ima človek lahko v povprečju oziroma si zapolni vizualno okoli 10.000 obrazov, kar je prav gotovo veliko večje kot pa recimo število, rečemo, prijateljev. Ampak tu gre po eni strani za obraze, ki jih poznamo, ko bi rekel, iz medijev, niti ni nujno, da smo jih kdaj osebno, v živo videli, ampak okoli 10.000 ljudi recimo lahko prepoznamo, razločimo in tako naprej. No, o prepoznavanju obrazov smo že na enem od prejšnjih predavanj govorili bolj podrobno. Omenili smo, da je med posamezniki lahko ta številka precej variira. Določene možganske poškodbe lahko povzročijo, da obrazov sploh nismo sposobni več prepoznati, celo obraze svojih družinskih članov. Po drugi strani pa ima majhno število posameznikov sposobnost ponovno prepoznati katerikoli obraz, ki so ga v življenju do tedaj videli. V angleščini pravimo takim ljudem super recognizers in kot smo takrat omenili,
take ljudi s takim fenomenalnim vizualnim spominom zaposluje recimo britanska policija. Tako da, tukaj je en zanimiv blog, ki govori o tej problematiki, namreč koliko prijateljev ima lahko nek posamezni človek. Tako da tukaj so te ideje še bolj natančno razložene, ampak spet pravzaprav pridemo, da te Dunbarjeve številke se ponovijo in tudi, ko bi rekel, čist praktične izkušnje potrjujejo te številke. Kakšno vprašanje? No, druga taka zanimiva številka je, kako smo zdaj ljudje med seboj povezani. In se pravi, kakšna je ta socialna distanca in nekje na različne načine, se bomo tudi povedali, so raziskovalci prišli do te številke 6. Se pravi, da je 6 nekako skokov potrebnih, da tako rekoč lahko povežemo vse ljudi na svetu. O tem obstaja tudi članek na Wikipediji. To vam svetujem, da sami malo pogledate. Mimogrede, med temi prazniki sem kar nekaj časa, ker pač ni bilo, bi rekel, veliko drugih možnosti, sem prebil za pisanje na Wikipediji. No, skratka, že Stanley Milgram, to je ameriški psiholog, je prvi prišel do te številke 6, to je bilo, ko bi rekel, še pred računalniškim omrežji, pred internetom in tako naprej. In on je pravzaprav uporabil pisma, se pravi fizična pisma, ki jih je poslal na različne naslove po svetu in prosil potem te ljudi, ki so zdaj točno na kakšen način je izbiral te ljudi, zdaj ne vem natančno, ampak jih je prosil, da naj pošljajo ta pisma naprej oziroma to sporočilo preko svojih poznancev, da bi v končni fazi prišli do nekega čisto specifičnega človeka. No, in izkazalo se je, da je v povprečju bilo potrebno preposlati ta pisma oziroma to sporočilo 6-krat. Se pravi, da pravzaprav katerega koli človeka nekako prosimo, da naj vzpostavi kontakt z katerim koli drugim človekom na svetu, da preko teh osebnih poznanstv, da je potrebno nekako 6 skokov oziroma 6 posredovanj, da pridemo do naslovnika. No, zanimivo je, da je naš diplomant Jure Leskovec, ki je, najbrž ste o njemu že slišali, danes profesor na Stanfordu v ZDA, je pa uporabil podatke od Microsofta in sicer Messengerja, se pravi, res neka taka analiza big data, se pravi 30 bilijonov sporočil, 240 milijonov ljudi in tako naprej. In je tudi ugotovil, da lahko katerakoli uporabnika Microsoft Messengerja poveže preko 6 skokov
med seboj. Kar je prav gotovo, če pomislite, je taka zelo zanimiva ugotovitev, zelo pomembna informacija. Se moramo seveda vprašati, kaj je zdaj to, kam bi to uvrstili, je to nek tako rekoč naravni zakon za človeško družbo, ali mislim, kako bi uvrstili tako informacijo. No, naslednja, ko bi rekel, taka zelo pomembna problematika, ki se dotikamo v zvezi z informacijsko tehnologijo, to je zasebnost ali privacy po angleško. Zasebnost lahko definiramo kot zmožnost nekega posameznika ali pa skupine ljudi, da nekako omeji informacije o sebi pred ostalimi. Se pravi, da lahko te informacije na nek način selektivno prepušča v neko širšo javnost. Tudi v tej temi je zelo dobra stran na Wikipediji in zanimivo si je pa seveda ogledati nekako zgodovinski razvoj te zasebnosti. Namreč v preteklosti je večina človeške družbe živela v omejenih, ko bi rekel, številčno omejenih okoljih, kjer so bila ta okolja tipično manjša, kot je Dunbarjeva številka, se pravi manj kot 150 ljudi. Tudi danes, recimo po Sloveniji, veliko ljudi živi še v vaseh ali pa manjših zaselkih in tako naprej. Manj kot 150 ljudi. In seveda v takih družbenih skupinah tipično ljudje vedo tako rekoč vse drug o drugem. Tako da v takih majhnih družbenih skupinah pravzaprav zelo težko govorimo o neki zasebnosti. In zasebnost se je dejansko lahko razvila ali pa povečala šele v večjih skupinah, se pravi v nekih mestih, ko so se začele pojavljati in tako naprej. In seveda, tam v mestu, tudi danes, če gremo po mestu, sicer lahko srečamo kakšne svoje prijatelje ali pa znance ali pa recimo vizualno po obrazu lahko prepoznamo ljudi, ne da bi pravzaprav kaj dosti vedeli o njih, ampak računalniška omrežja, socialna omrežja in tako naprej pa so seveda radikalno spremenila to situacijo. Ljudje nekako radi delimo veliko svojih privatnih informacij na teh socialnih omrežjih in zato lahko številni drugi ljudje, ki nekako niso naši, rečemo, prijatelji v smislu Dunbarjevega števila 150, lahko vedo zelo veliko o vas. Tako da ta princip oziroma pojem zasebnosti se v tem kontekstu radikalno spreminja. In se pravzaprav, tako kot včasih tudi rečemo, se zaradi teh povezav se cel svet spreminja v neko vas spet, tako kot je bilo v zgodovini, majhne vasi, kjer so vsi vedeli praktično vse drug o drugem.
Tako da sam pristop do te zasebnosti se bo prav gotovo v prihodnosti še nekoliko spreminjal. Ok. V zvezi z zasebnostjo seveda takoj trčimo na problematiko nadzora. Zdaj, ta nadzor običajno izvaja, ko bi rekel, neka širša skupnost. To so običajno neki, tako rekoč, državni organi, čeprav spet ta sodobna tehnologija omogoča tudi zasebnikom, da sledijo recimo drugim ljudem. Danes se recimo da razne te čipe za GPS sledenje zelo poceni dobiti, to so zelo majhne, ko bi rekel, napravce, ki jih lahko nalepimo recimo na avtomobil ali pa celo vtaknemo v obleko ali pa v neke, ne vem, predmete, ki jih ljudje nosijo s sabo in na tak način lahko potem recimo sledimo takemu posamezniku. Ampak večinoma pa si predstavljamo z tem nadzorom, da to izvajajo neke, rečemo, državne organizacije in policija in tako naprej. In ravno v zvezi zdaj s temi, s to pandemijo se pojavlja veliko nekih takih špekulacij, pa tudi lažnih novic, recimo s tem cepivom proti covidu, da so noter čipi, ki bodo omogočali potem kontrolo nad ljudmi in podobne stvari, ki so seveda tehnično vsaj še neobstoječe. Ampak že ta obstoječa oprema, ki nas na nek način obdaja, omogoča veliko nekega nadzora. Na računalnikih je recimo, pa tudi na telefonih je možno pravzaprav namestiti razno programsko opremo, ki omogoča potem nedovoljeno snemanje, sporočanje, recimo pozicije telefona in tako naprej. Potem v kamerah imamo lahko že vgrajen softver za prepoznavanje recimo obrazov. Biometrija na splošno kot neko področje, ki iz lastnosti, vizualnih lastnosti ljudi, kot so obraz, pa tudi celotno telo lahko identificira ljudi, ali pa recimo da se celo iz načina gibanja, recimo iz načina hoje prepoznavati posameznike. Potem imamo celo to novo industrijo kvadrokopterjev oziroma teh raznih letal, ki frčijo po zraku, ki lahko snemajo ljudi. Te naprave so danes že tudi zelo majhne, imajo seveda zato omejen doseg, pa omejen čas operabilnosti, ampak kljub temu ta tehnologija se tudi zelo razvija. Potem seveda, kadarkoli uporabljamo računalnik oziroma te funkcije na internetu, se pravi brskanje, iskanje informacij in tako naprej, puščamo za seboj zelo veliko število nekih podatkov
In zato je možno, ali pa recimo, ne vem, naše gibanje, tako kot ga zabeležijo telefonske družbe, ki pač nam dajo ta servis mobilne telefonije, ti podatki se tudi zbirajo. Zdaj, za ene vrste podatkov obstaja neka regulativa, recimo za te podatke, ki jih zbirajo za gibanje naših mobilnih telefonov, obstaja neka regulativa, ker so te, kako bi rekel, te družbe bazirane v nekih posameznih državah. Medtem ko za veliko teh podatkov, ki jih pa puščamo na internetu, pa recimo Slovenija konkretno nima neke ingerence in seveda tistih podatkov pravzaprav je na nek način lažje priti, oziroma ni take kontrole, čeprav se pravi, Evropska unija skuša na nek način regulirati vso to področje. No, potem za same, kako bi rekel, fizične naprave, izdelke in tako naprej se jih danes vedno več opremlja s temi RFID čipi, tako da je možno spremljati njihovo pot, recimo od nastanka do nekega konzumenta in tako naprej. Skratka, te geolokacijske naprave se razvijajo, se pravi, to ni možno slediti samo ljudem, ampak je možno tudi posameznim predmetom, izdelkom in tako naprej. Tako da teh možnosti sledenja je vedno več in na splošno lahko rečemo, da regulativa oziroma pravo na nek način le težko sledi temu zelo hitremu tehnološkemu razvoju. No, in ja, no, mogoče klele še to povem. Recimo danes so, ali pa tako rekel, v preteklosti smo se raziskovalci, recimo na področju računalniškega vida, smo si predvsem prizadevali razviti nek software, neke metode za čim bolj učinkovito, čim bolj natančno prepoznavo recimo ljudi na osnovi njihovih obrazov. No, danes je ta tehnologija že tako razvita, da si po drugi strani pa raziskovalci danes tudi že ukvarjamo s tem, kako lahko na preprost način preprečimo, da nas ti sistemi prepoznajo na osnovi obraza. Recimo najbolj preprosti načini so razni načini ličenja obrazov, slikanja, mogoče kakšnih takih geometrijskih vzorcev na obraz, zato, da ti sistemi našega obraza sploh ne bi prepoznali kot obraza. In seveda tudi za druga področja. Skratka, kadarkoli se razvija neke metode za nadzor, se potem začnejo razvijati tudi metode za preprečevanje tega nadzora. Zelo, vroča tema so dandanes tudi metode za vplivanje na ljudi, pa na širšo družbo preko socialnih omrežij. Včasih seveda je bil, kako bi rekel, prvotni ali pa glavni način
vplivanja na ljudi, na širšo družbo, je bilo preko množičnih medijev, preko tiska, radia, televizije in tako naprej. Ampak to je bilo možno zajeti seveda samo neko povprečje ljudi, oziroma vse te metode so nekako prepričevale samo nekega, rečemo, povprečnega konzumenta teh informacij. S pojavom socialnih omrežij pa je možno ta vpliv na nek način prilagoditi vsakemu posamezniku. Ker če lahko po eni strani zgradimo nek profil nekega konkretnega posameznika, na osnovi tega recimo, kakšne spletne informacije prebira, katerim recimo socialnim omrežjem, kaj tam objavlja, kaj bere in tako naprej. Na osnovi tega je seveda možno njegove preference prebrati, predvsem je to mogoče za, kako bi rekel, ekonomijo zanimivo, kakšne ekonomske preference ima, kaj kupuje, kakšni preudarki, kakšno hrano je, kako se oblači in tako naprej. Širše seveda organizacije države pa recimo zanimajo, kakšne so recimo njegove politične preference. In že v zvezi s temi ameriškimi volitvami pred 4 leti, se pravi leta 2016, pa potem tudi v zvezi s tem britanskim referendumom o Brexitu, se je že veliko pisalo o teh stvarih. Ena stvar je pravzaprav je bilo to podjetje Cambridge Analytica, ki je na nek način zbiralo, analiziralo take informacije in jih potem pravzaprav tudi prodajalo naprej, da bi lahko posameznike individualizirano nagovorili. Ker jasno, ljudje, ki imajo recimo različna politična prepričanja, je potrebno seveda z različnimi pristopi, različnim doziranjem informacij nekako motivirati, da se bojo obnašali tako, kot jih recimo želimo, da se obnašajo. In tole je recimo sta dva linka, kjer je recimo ta škandal Cambridge Analytike bolj podrobno opisan. Se je mogoče tega le dajmo odpreti. Zgleda so, tudi na Wikipediji se seveda odražajo določena politična stališča, tako da očitno se tudi na tem nivoju dopolnjevanja teh informacij na Wikipediji odvijajo razne stvari. In tole je podrobno opisan ta škandal Cambridge Analytike, ki je izvajala take analize na osnovi socialnih omrežij in tako naprej in potem seveda prodajala, najbolj so te informacije, vsaj o političnem prepričanju, zanimive pred volitvami. In tule so, kogar pač to zanima, se lahko tule dosti podrobno prebere. No, drug tak efekt, ki ga imajo socialna omrežja, pa je plasiranje
lažnih informacij ali fake news po angleško. Tudi tukaj je dobra spletna stran, wiki stran o teh fake news. Skratka, niso fake news nekaj, kar je značilno samo za računalniška socialna omrežja. To se je pojavljalo tudi že prej. Recimo, tukaj je neka slika že iz konca 19. stoletja. So obstajale recimo take časopisne izdaje, ki so za nalašč forsirale neke lažne informacije. Ampak v dobi socialnih omrežij je pa seveda forsiranje takih bolj ali manj lažnih informacij še toliko lažje. Ravno zdaj si pravzaprav soočamo z temi lažnimi informacijami, recimo v zvezi z COVID-om, pa v zvezi s temi cepivi za COVID in tako naprej. No, tehnološko recimo bolj zahtevne so lažne informacije, lažne vizualne informacije, ker danes lahko pravzaprav dosti enostavno zamenjamo obraze ne samo na statičnih fotografijah, ampak tudi v videoposnetkih. Lahko recimo zamenjamo obraz in potem predstavimo tak videoposnetek kot resničen posnetek, da je recimo nek posameznik, največkrat nek politik, pač nekaj izjavil, kar bi mu škodilo potem seveda v volilni kampanji in podobno. No, zanimivo je, da sva pred 5 leti s profesorjem Bratkom imela tak intervju, članek na sobotni prilogi Dela, Zlorabe na spletu so večja grožnja. Takrat, ko bi rekel, se je govorilo o nevarnostih umetne inteligence in tako naprej, si je večina ljudi pravzaprav predstavljala glavno nevarnost. Morda tudi zaradi te, ko bi rekel, filmske produkcije, ampak so si predstavljali tudi glavno nevarnost umetne inteligence, da bodo, ne vem, obstajali neki roboti, robotski vojaki, ki bojo streljali na ljudi in tako naprej in na ta način, ko bi rekel, škodovali ljudem. No, ampak midva sva že takrat, pred 5 leti, pravzaprav opozorila na to, da ravno manipulacija z ljudmi, z njihovim prepričanjem, z plasiranjem nekih lažnih informacij in tako naprej, da je to pravzaprav veliko bolj verjetna in bolj nevarna pot manipulacije z ljudmi s pomočjo, rečemo, umetne inteligence. Čeprav seveda tudi robotika se pospešeno razvija in ne vem, če ste videli, zdaj konec lanskega leta je to podjetje robotsko iz ZDA, iz Bostona objavilo nekaj zanimivih videoposnetkov, kako roboti plešajo. Mogoče še dajmo za hec še tole pogledati. Sem tale posnetek tudi objavil na YouTubu, tako da skušam na hitro poiskati. Aha.
ass. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake them down. Do you like me? I can really move. No, kdorkoli je kdaj poskusil programirati kakšne robote, tako predstavljam, da je tole kar vrhunski dosežek, da lahko robotsko gibanje sprogramira na ta način. No, tole si lahko, če želite, sami poiščete, je tudi na YouTubeu, ne samo na Facebooku. Ok. No, v zvezi z temi lažnimi informacijami, pa tudi tem hate speechom oziroma se pravi, ko napademo bodisi nekega posameznika ali neko socialno skupino zaradi, ne vem, se kleme opisano lepo, tale sovražni govor je govor, ki napada posameznika ali skupino na osnovi rase, religije, etničnega izvora, nacionalnega izvora, spola, raznih fizičnih hendikepov, seksualne orientacije in tako naprej, ne, da tu se seveda tudi na tej platformi socialnih omrežij se dogaja tudi to, no, in zdaj včasih je bilo možno tako neko socialno kontrolo nad takim sovražnim govorom dosti učinkovito izvajati. Internet je pa seveda to zelo spremenil, zato ker, kot sami vemo, lahko vsak objavlja na socialnih omrežjih tako rekoč katerokoli informacijo, katerekoli slike, videoposnetke in tako naprej. In zdaj seveda ti operaterji teh socialnih omrežij se proti temu borijo, deloma z nekimi avtomatičnimi orodji, interpretacije besedila, pa seveda tudi govora in analize slik oziroma videoposnetkov, ne, ampak ti postopki oziroma ta orodja so lahko zelo primitivna. Jaz se spomnim, v našem laboratoriju smo izdali en članek o detekciji barve kože, no. In vem, da so potem uporabljali to našo metodo ali pa recimo so vsaj citirali ta naš članek ljudje, ki so se ukvarjali z detekcijo pornografije, recimo na teh socialnih omrežjih in podobne stvari. Tako da ta avtomatična orodja imajo seveda svoj omejen doseg, lahko vsaj rečemo naredijo neko predfiltriranje, ampak še zmeraj pa veliko teh socialnih omrežij, kot je Facebook in tako naprej, zaposlujejo celo vojsko ljudi, ki ročno, rečemo, filtrirajo te stvari, ne. Ampak žal je tako, ne, da danes recimo ljudje na Facebooku izvajajo celo samomore,
tudi umore smo že videli. Tudi v Sloveniji je bilo pred 2-3 leti, so eni prenašali po Facebooku v živo posnetek, kako so enega prebunkali, tako da je kasneje umrl. Tako da to so resni problemi, ki zadevajo tudi nas inženirje, nas računalničarje, ki razvijamo take platforme, kako se boriti potem proti takim zlorabam tehnologije. Na splošno, če še pred 5 leti, recimo, ko sem imela s profesorjem Bratkom tisti intervju, se še ni toliko, ali pa se je šele malo začel pisati o umetni inteligenci. Ampak danes o umetni inteligenci piše že tako rekoč v vsakdanji, ko bi rekel, literaturi, v medijih in tako naprej. Skratka, po eni strani so te skrbi, da bo umetna inteligenca povzročila tako širšo brezposelnost, zato ker za neka preprosta, vsaj taka industrijska opravila ne bo več potrebno ljudi. V končni fazi roboti vstopajo tudi v širšo družbo, v tem smislu, da se znajo zdaj, rečemo, obnašati, gibati, delati v nestrukturiranem okolju. Se pravi, industrijsko okolje je običajno zelo strukturirano v tem smislu, da imate točno določene naloge, ki jih morajo roboti opravljati. Zdaj, če pa hočemo imeti recimo robota, ki nam bo pospravljal stanovanje ali pa skuhal večerjo, je pa to veliko bolj kompleksna naloga. Kot prvo se 2 kuhinji povsem ne ujemata. Gre za cel kup nekih stvari, ki so vedno malo drugače organizirane. In v takem okolju mora ta senzorika, ti senzorji robotski, veliko bolj učinkovito delovati, da lahko nek robot dejansko se znajde v takem okolju. Se pravi, to vprašanje brezposelnosti na eni strani. Potem drugo je vprašanje tega robotiziranega orožja. O tem smo že govorili. Skratka, o tem se morda toliko ne ve, ampak dejansko zdaj te visokotehnološke družbe, kot je recimo ZDA in najbrž tudi druge, vlagajo raziskave v razvoj robotskih vojakov, ki bi celo na lastno iniciativo lahko, rečemo, ubijali druge ljudi, kar je na nek način zelo kontroverzno, zelo problematično in lahko bi si samo želeli, da bi prišlo tako, kot je, recimo so ti razni mednarodni sporazumi ali pa konvencije o jedrskem orožju, da bi prišlo tudi do teh konvencij o avtomatiziranem orožju, v smislu orožja, ki ga napaja umetna inteligenca. V zvezi s tem je recimo tudi so ti robotski letalniki, se pravi letala brez pilotov, ki ga danes še zmeraj večinoma kontrolirajo ljudje oziroma operaterji, ki v končni fazi potem tudi sprožijo te izstrelke, čeprav je za to reakcijo
velikokrat zelo malo časa. Ne. In v ZDA ima te baze s temi robotskimi letalniki po celem svetu, večinoma ravno na Bližnjem vzhodu in so, tako bi rekel, večinoma, še zmeraj, kako bi rekel, je na koncu te verige nek človeški operater, ki recimo potem na osnovi teh informacij, ki pa prihajajo seveda zelo hitro, pa zelo hitro se je treba odločiti, da sproži recimo neki izstrelek. No, zadnji tak pojem, ki se pojavlja v zvezi z napredkom umetne inteligence, pa je tako imenovana ta tehnološka singularnost. Kaj je zdaj to tehnološka singularnost? To je neka hipotetična točka v prihodnosti, ko bo ta tehnološki razvoj postal na nek način, se bo osamosvojil od človeške kontrole in sam prevzel kontrolo nad samim seboj v smislu reprodukcije take tehnologije, da bo prišlo pravzaprav do neke eksplozije inteligence, inteligentnih agentov in da bodo na ta način se osamosvojili in lahko v končni fazi tudi škodovali človeški rasi. Skratka, ta tehnološka singularnost je seveda neka špekulacija. Veliko ljudi, veliko raziskovalcev recimo se o temu, se s tem, s to vizijo, da bo do tega prišlo, se ne strinjajo. Samo po drugi strani pa imamo spet raziskovalce, ki pa so resno prepričani v pojav neke take superinteligence, ki bo lahko veliko bolj inteligentna od ljudi in pač z raznimi temi projekcijami razvoja in tako naprej prepričujejo v tak scenarij razvoja. Eno od teh proponentov oziroma ljudi, ki je prepričan v to vizijo, je Raymond Kurzweil. Je tudi napisal nekaj knjig o tem razvoju. Tako da pred kratkim sem pa še tako zanimivo tezo prebral, da umetna inteligenca v tem trenutku ni toliko tehnološki razvoj kot pravzaprav neka politična opredelitev. Taka zanimiva teza. Skratka, tukaj imate, kako bi rekel, cel kup linkov zelo koristnimi informacijami v to smer. Skratka, to naše področje se z nezmanjšano hitrostjo razvija naprej in s tem predavanjem sem samo hotel nekako prikazati na ta, kako bi rekel, problematična vprašanja, ki se v zvezi s tem razvojem odpirajo. In enostavno probleme, ki jih uporaba teh recimo socialnih omrežij zdaj na novo odpira. Tako da s tem bi zaključil tale predavanja.
Še enkrat, danes teden bo ta termin prevzel asistent in uporabil za zagovore vaših seminarskih nalog. Jaz mislim, da je kar lepo število teh seminarskih nalog, kažejo na zelo visoko kvaliteto, poglobljeno in z nekaterimi temi seminarji jih bomo skušali plasirati potem na te slovenske konference, ki upam vsaj, da tam nekje od poletja naprej, da se bodo že lahko začela odvijati v fizičnem prostoru, kajti v lanskem letu je bilo vse nadaljavo, ampak te konference imajo kvaliteto predvsem zato, da se lahko ljudje, raziskovalci in tako naprej tudi srečajo, pogovorijo in je to ravno ta človeški stik, ta komunikacija, ki jo na nek način zelo pogrešamo pri tem delu nadaljavo. Spet je pa potrebno reči, da določene aktivnosti pa je možno nadaljavo na nek način še lažje in bolj učinkovito organizirati. Tako da jaz se vam zahvaljujem za pozornost, da če ima kdo še kakšno vprašanje, prosim. Kot veste, boste ocenjeni na osnovi teh svojih oddanih domačih nalog oziroma seminarja, ustnega izpita oziroma izpita v takem klasičnem smislu pri tem predmetu ni. Jaz bi pa samo vprašala, a se moram prijaviti na izpit, da se vpiše ocena pa to, ko tudi so zdaj prijave odprte? Ja, zdaj, ko se odprejo prijave, se kar prijavite. Po možnosti na prvi rok. Ok, zmenjeno, hvala. Prosim. Tako da bo asistent lahko pač vpisal ocene. Vas pa res prosim, da z oddajo teh seminarjev, da se držite teh rokov, se tudi kasnejša oddaja se vam pozna potem na ocenah, ampak najlažje je ves proces organizirati, ker vas je pravzaprav kar veliko pri tem predmetu, če se držite teh rokov. Tako da to bi bilo vse. Tako da hvala še enkrat za pozornost in vas bom spremljal na teh zagovorih. To bo sicer organiziral predvsem asistent, ampak jaz bom pa poslušal zraven. Zato, ker te pisne seminarje bom jaz ocenjeval, asistent bo pa ocenjeval predvsem, ko bi rekel, delovanje vašega izdelka, prototipa. Ok, srečno. Srečno. Hvala, srečno. Se vidimo. Ja. Nasvidenje.